Javni ugled in zaupna dejanja se razhajajo na načine, ki bodo postali očitni šele čez leta. In očitne postanejo šele, ko se začne rušiti ugled najbolj spoštovanih osebnosti, kar vodi do razkritij, ki nas prisilijo v ostro ponovno presojo njihove veličastne zapuščine. Številka 10. Njeno ime je še danes izjemno izpostavljeno. V najbolj luksuznih trgovinah, na etiketah vrhunskih parfumov, finega nakita in razkošnih oblačil je ime Coco Chanel najbolj znane modne oblikovalke na svetu, katere zapuščina se zdi, da kljubuje zobu časa. Njena pot se je začela pri 20 letih, ko je leta 1910 odprla svojo prvo trgovino s klobuki. Kmalu je začela izdelovati oblačila, njen prvi uspeh pa je prišel v obliki obleke, ki jo je ustvarila iz starega puloverja. Ni trajalo dolgo, preden je mnogim opazovalcem ta obleka postala všeč in se jo začeli spraševati, kje jo je dobila. Chanel jim je nato ponudila, da jim izdela eno. V 20 letih prejšnjega stoletja je ponudila svoj prvi parfum, nato kostim Chanel, potem pa še malo črno obleko. Ta priznana oblikovalka se je osredotočila ne le na laskava oblačila, temveč tudi na oblačila, ki so bila ženskam udobna za nošenje. Postala je osrednja osebnost v literarnem in umetniškem svetu Pariza. Chanel je oblikovala kostume za nekatere pomembne igre in balete. Med svojimi prijatelji v ožjem krogu je štela tudi umetnika Pabla Picassa. Njeni obsežni podvigi v modni industriji so oblikovali več milijard dolarjev vredno luksuzno imperijo in imeli zgodovino, ki je bila povezana s spreminjajočimi se vlogami žensk. Prav ti podvigi so začeli modno revolucijo. To je bilo življenje Coco Chanel, modne oblikovalke, zagovornice žensk, revolucionarke in vohunke. Izkazalo se je, da ženska, ki jo modna industrija časti in ima v tako velikem spoštovanju, ni le izdelovala oblek in prodajala klobukov, ampak je bila tudi simpatizerka nacionalsocializma in obveščevalka za Nemce med drugo svetovno vojno. Leta 1939, ob izbruhu vojne, je Chanelova prebivala v hotelu Ritz, ki se je nahajal v bližini. Med okupacijo se je zapletla v romantično razmerje z nemškim diplomatom Hansom Güntherjem von Dinklagejem, vohunom gestapa in agentom Abwehra. Chanelova je zaradi nadaljevanja zveze z Dinklagejem ob izbruhu druge svetovne vojne postala del družbenih krogov nemških oblasti. Leta 1941 je nemški vohun skupaj s sodelavcem, baronom Louisom de Fauvrelanom, odpotoval v Berlin. Oba sta se osebno srečala s samim diktatorjem, kmalu zatem pa je obveščevalna služba izvedela za zaskrbljenost Dinklageve ljubimke glede njenega nečaka, ki je bil ujet med invazijo na Francijo. Chanelova skrb za svojega sorodnika je Nemcem odprla vrata za dogovor. Modni oblikovalki so ponudili izpustitev in varnost njenega nečaka v zameno za informacije o njenih najvplivnejših zavezniških povezav. Chanelova misija nikoli ni bila dokumentirana, zato ni mogoče vedeti, katere informacije je predala Nemcem. Vendar je znano, da jim je res posredovala določene informacije, saj se je njen nečak kasneje tistega leta varno vrnil domov. Leta 1943 je bil Pariz osvobojen izpod nadzora nacionalsocialistov, kar je povzročilo umik vseh Nemcev iz mesta, vključno z odhodom Dinklagea, ki je bil prisiljen pustiti Chanelovo za seboj. Naslednje leto je francoska vlada začela preganjati tiste, ki so med okupacijo pomagali okupatorjem. Na seznamu je bila tudi domnevna izdajalka Coco Chanel. Bila je aretirana in podvržena večurnemu zaslišanju, ki nikoli ni bilo javno razkrito. Zaradi pomanjkanja trdnih dokazov je bila izpuščena, čeprav zgodovinarji trdijo, da je bila njena oprostitev morda zrežirana zaradi tesne povezave z Winstonom Churchillom, ki je sam kršil svoj zakon o trgovanju s sovražnikom. Domneva se, da je Chanelova vedela, da je Churchill kršil zakon, saj je Nemcem plačal, da bi zaščitili premoženje vojvode Windsorskega v mestu. Ko je bil še valižanski princ, sta bila on in Chanelova ljubimca. Po tem letu se je Chanelova vrnila k svojim starim navadam, živela razkošno, ustvarjala oblačila za bogate in slavne. Umrla je leta 1971. Nikoli niso zasliševali glede njenega razmerja z vohunom, niti glede sodelovanja z Abwehrjem in informacij, ki jih je posredovala in so pomagale diktatorju. Številka 9 na 3. mestu. Med 3 najpomembnejšimi in najvplivnejšimi umetniki v zgodovini, za Leonardom da Vincijem in Michelangelom, je španski izseljenec, slikar, keramik in kipar Pablo Picasso.
Velja za enega največjih umetnikov 20. stoletja, ki je ustvaril zelo vpliven umetniški slog – kubizem. Ta vizualni umetniški slog je značilen po ploski, dvodimenzionalni površini slikovne ravnine, ki zavrača perspektivo in modeliranje. 80 od svojih 91 let je Picasso posvetil umetniškemu izražanju in pomembno prispeval k sodobni umetnosti. Vraževerno je verjel, da ga bo njegovo delo ohranjalo pri življenju. Picasso je znan po tem, da se je nenehno na novo izumljal. Pogosto je tako radikalno prehajal med različnimi slogi, da se zdi, kot da je njegova celotna zbirka delo 6 različnih umetnikov, ne le enega. Imel je nagnjenje k raznolikosti in je vztrajal, da če njegova umetnost ne bi bila tako raznolika, ne bi dosegel želenega učinka. Med svojo umetniško kariero naj bi Picasso ustvaril več kot 150.000 umetniških del. Zgodovinarji so njegovo delo razdelili na različna obdobja, ki so zaznamovala posamezna področja njegovega življenja. Ta obdobja vključujejo modro obdobje, kjer je bila modra prevladujoča barva v njegovih delih, rožnato obdobje, v katerem so prevladovale rožnate, rdeče in bež barve. Življenje Picassa se je končalo leta 1973, vendar se njegov vpliv v svetu umetnosti ni končal. Tudi danes njegova dela prevladujejo na svetovnem umetniškem trgu. Poleg tega pa ima Guinnessov svetovni rekord kot najbolj plodovit umetnik v zgodovini. Toda za držno uporabo barv, ustvarjanjem slogov in fasado trpečega umetnika se je skrivala osebnost, ki je večina ni opazila. Edini, ki so to opazili, so bile njegove žrtve in najbližji sodelavci. Zdi se, da sta umetnikov uspeh in zapuščina omadeževana zaradi njegovega očitnega preziranja različnih žensk v njegovem življenju. Pravzaprav je zelo malo ljudi, ki so mu bili blizu, imelo o njegovem značaju sploh kaj lepega povedati. Njegova lastna vnukinja je celo napisala roman o tem, kako grozen je bil. Domnevno je bil Picasso narcisoiden in ženskar, ki ni bil le neprijazen, ampak ne bi bil še posebej grozen do žensk, predvsem do svojih muz. Pogosto bi svoje muzeje zamenjal za mlajše modele, ena izmed njih pa je trdila, da jo je zaklenil v hišo, da bi ji preprečil sodelovanje z drugimi umetniki. Bil je tudi znan po tem, da je imel zunajzakonske afere in da ni znal obdržati prijateljev. Picasso, vztrajajo zgodovinarji, je bil odgovoren za nešteto zlomljenih src in uničenj. Številka 8. Tony Hayward se je rodil v mestu Slough v Angliji kot najstarejši od 7 otrok. Neto je diplomiral iz geologije na Univerzi Aston, doktoriral iz geologije na Univerzi v Edinburghu ter prejel častne nazive na univerzah Aston, Edinburgh in Birmingham. Leta 1982, ko je imel 25 let, se je Tony pridružil podjetju BP kot geolog na naftni ploščadi. Ni mu dolgo trajalo, da se je povzpel po lestvici in že leta 1997 je postal direktor BP Exploration, svetovnega energetskega velikana, odgovornega za iskanje, razvoj in pridobivanje nafte ter zemeljskega plina. 3 leta potem, ko je postal direktor, je Tony prevzel položaj podpredsednika skupine BP Amoco Exploration and Production. In leto kasneje je postal blagajnik skupine, odgovoren za nadzor nad globalnimi blagajniškimi operacijami, združitvami in prevzemi. Leta 2007 je bil razglašen za glavnega izvršnega direktorja. Med opravljanjem te funkcije v podjetju je bil Tonyjev poudarek usmerjen v zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja. Zato so ga imeli za sposobnega reformatorja, ki si je prizadeval izboljšati prakse pridobivanja nafte z vidika varnosti tako za delavce kot za okolje. V znanem predavanju je podal naslednjo izjavo in dejal: Naš glavni namen v življenju je ustvarjati vrednost za naše delničarje. Da bi to dosegli, morate skrbeti za svet. Do leta 2010 pa se je njegov sloves kot sposobnega zagovornika zrušil, podobno kot ploščad Deepwater Horizon in kot posledica tega nesreča. Deepwater Horizon, največje nenamerno razlitje nafte v morju v zgodovini, se je zgodila 20. aprila 2020. Ploščad je bila lasti in upravljanju podjetja za vrtanje na morju Transocean, najela pa jo je BP. Nahajala se je v kanjonu Mississippi, dolini na celinskem šelfu. Naftna vrtina je bila na morskem dnu 4993 čevljev pod površjem. Na večer nesreče je izbruhnil val zemeljskega plina skozi betonsko jedro, ki ga je namestil Halliburton za zatesnitev vrtine.
Jedro iz betonske mešanice pa je bilo prešibko, da bi zdržalo naraščajoč pritisk, verjetno zaradi dodanega dušika za pospešitev procesa strjevanja. Eksplozija je povzročila veliko razlitje nafte v Mehiškem zalivu, pri čemer je vsak dan izteklo 60.000 sodov nafte. Ko se je nesreča nadaljevala in so se začeli postopki zajezitve, je bila prva poteza BP-ja obisk podjetja Transocean, kjer so ponudili pomoč in izrekli sožalje. Druga poteza je prišla od Tonyja Haywarda, ki je ponudil hitro razlago, v kateri je neposredno zmanjšal pomen količine in obsega razlitja nafte. Označil ga je kot nepomembnega v primerjavi s količino vode v Mehiškem zalivu. Podjetje je vztrajalo, da gre le za približno 1000 sodčkov na dan, ki so se kopičili v oceanu, dušili morsko življenje in vplivali na okolje. To seveda ni bila resnica. Preiskave vladnih uradnikov so potrdile, da je izliv dosegel vrh pri 60.000 sodčkih, morda celo več. To pa ni bila edina nerodna izjava, ki jo je izvršni direktor dal. Skozi celotno katastrofo je dejal vedno slabše izjave, vključno z eno, v kateri je snemalcu rekel, naj se umakne, medtem ko je ta fotografiral katastrofo z obale Louisiane. Novinarju je tudi rekel, citiram, "Nihče si ne želi bolj kot jaz, da bi bilo tega konec. Rad bi imel svoje življenje nazaj." Izjava je bila videna kot sebična in je še povečala kritike, s katerimi se je soočal Tony. Prav tako je izrekel komentarje kot so: "Kaj sem naredil, da si to zaslužim?" in "Sem Britanec, prenesem to." Prav tako je še naprej zanikal dejstva, ki so jih navajali znanstveniki, ki so preiskovali razlitje. Trije strokovnjaki so odkrili podvodne oblake nafte, ki so bili prisotni v zalivu, oceno, ki jo je Tony odkrito zanikal in diskreditiral. Njegove burne izjave so dosegle vrhunec v komentarju predsednika Združenih držav Amerike, Baracka Obame, ki je dejal, da Tony ne bi delal zanj, če bi podal katerokoli od teh izjav. Številka 7. Kot 28. predsednik Združenih držav Amerike je služboval Thomas Woodrow Wilson, ameriški učenjak in državnik, znan po svojih ambicioznih zakonodajnih dosežkih. Rojen škotskim koreninam. Wilsonov oče je bil presbiterijanski duhovnik, njegov dedek po materini strani pa je opravljal isto funkcijo. Seveda je imela cerkev pomembno vlogo pri njegovi vzgoji. Njegov oče je služil tudi v državljanski vojni v vojski konfederacije. Ta vojna je globoko zaznamovala Wilsona, ki je bil priča opustošenju in grenkim posledicam. Imel je osebno odpor do nasilja in oboroženih spopadov. Ironično je Wilson kasneje postal predsednik v času vojne, vendar je prav njegovo preziranje spopadov pomenilo, da je bil za to vlogo najbolj primeren. Med svojim predsedovanjem je Wilson ustanovil Društvo narodov, prvo medvladno organizacijo, ustanovljeno za ohranjanje svetovnega miru. Ustanovljeno je bilo leta 1920 na Pariški mirovni konferenci, ki je pomagala končati Prvo svetovno vojno. Wilson je bil prav tako nagrajen z Nobelovo nagrado za mir. V nasprotju z njegovo miroljubno podobo pa je bil Wilsonov očiten prezir do Afroameričanov. Sprva je bil imenovan za demokratskega kandidata. Pridobil je pozornost številnih voditeljev Afroameričanov, ki jih je pritegnila njegova platforma Nove svobode, vendar so bili razočarani, ko so ugotovili, da je njegova administracija uvedla segregacijo v zvezne urade. Ko je Wilson leta 1912 postal predsednik, je bil Washington DC dom rastoče skupnosti srednjega sloja Afroameričanov, ki so predstavljali tretjino prebivalstva mesta. Čeprav je bil dosežen napredek glede enakosti, sta v prestolnici države še vedno prevladovala segregacija in rasizem. Soseske, šole in ustanove so bila razdeljene po rasah, vendar je zvezna vlada ohranjala integrirano delovno silo, saj je bilo do Wilsonovega nastopa funkcije 10% zveznih uslužbencev Afroameričanov. Njegova administracija pa je pomenila prelomnico. Prav v času njegovega predsedovanja je bila v zvezne agencije uvedena rasna segregacija. Zvezna segregacija ni le ločevala ras, temveč je tudi omejevala možnosti za poklicni napredek, vključno z dostopom do zaželenih delovnih mest, tudi kadar so imeli ustrezne kvalifikacije. Po mnenju zgodovinarjev je Wilson med svojim mandatom skušal obrniti napredek Afroameričanov nazaj. Številka 6. Hans Asperger je bil avstrijski zdravnik, znan po svojih zgodnjih raziskavah atipične nevrologije. Po njem je poimenovan Aspergerjev sindrom, njegove obsežne študije pa so se večinoma osredotočale na otroke.
Napisal je 300 publikacij o psiholoških motnjah, zaradi katerih je po smrti postal mednarodno priznan. V svojem življenju je Asperger imel osebno knjižnico z več kot 10.000 knjigami. Svoje branje je pripisoval svoji napredni duhovni zrelosti. Po besedah nekdanjih sodelavcev je pogosto citiral klasične avtorje, pesnike in občasno celo Sveto pismo. Bil je tudi pobožen kristjan in član ceha svetega Luka, ki zagovarja katoliško evgeniko, vključno s pozitivno evgeniko namesto negativne. Vendar je bilo tudi pričano, da je bil Asperger hladen in odmaknjen. V mladosti se je pridružil potujočim učenjakom združenja Bund Newland, povezanega z nemškim mladinskim gibanjem, ki ga je zdravnik navajal kot vodilo v svojem življenju. Nemško mladinsko gibanje je v 30 let dalje ohranjalo tesne povezave z diktatorjem iz druge svetovne vojne. Izkazalo se je, da Coco Chanel ni bila edina pionirka, ki je oblikovala svet in sodelovala z nacionalsocialisti pod diktaturo. Zdi se, da je Asperger sodeloval s režimom, medtem ko je trdil, da ščiti invalide pred iztrebljanjem. Vendar pa zgodovinski vojni dokumenti razkrivajo ravno nasprotno. Hans Asperger naj bi duševno prizadete posameznike napotil v ustanovo Am Spiegelgracht, kjer so izvajali neetične človeške poskuse in medicinsko zanemarjanje. Ne samo, da je bila to že sama po sebi grozljiva ustanova, ampak je bila med vojno v tej kliniki pod psevdonaučnim gibanjem, ki je zagovarjalo očiščenje oziroma rasno higieno, evtanaziranih skoraj 800 pacientov. Prisilna evtanazija je bila del programa T4, ki je bil usmerjen proti neozdravljivo bolnim, telesno prizadetim, duševno prizadetim, čustveno vznemirjenim ter starejšim ljudem. Hans Asperger, čeprav je bil pionir na področju peučevanja neurodiverzitete in si je prizadeval pomagati invalidom, je režimu dobavljal žrtev za žrtvijo. Prav tako ni prijavil nobenega od svojih pacientov berlinskim zdravstvenim oblastem, čeprav je bil k temu zakonsko zavezan. Najbolj zaskrbljujoče je, da so po vojni Aspergerja preiskovali. Zgodovinska dokumentacija pa je razkrila njegovo povezavo z Am Spiegelgrachtom in njegovo podporo očiščenju. Vendar so ga zavezniške sile na koncu oprostile politične krivde. In nadaljeval je svojo zdravniško kariero. Številka 5. To je bil Thomas Edison, ki je svet postavil na pot, kot jo vidimo danes. Štejejo ga za enega največjih ameriških izumiteljev v zgodovini. Uvedel je moderno dobo elektrike, v času, ko je bil edini vir elektrike iz primitivnih nizkonapetostnih baterij. Med najbolj revolucionarnimi izumi tega izumitelja so bili prva komercialno uporabna žarnica, fonograf in filmska kamera. Prav tako je bil pionir prvega sistema za distribucijo električne energije. V svoji obsežni karieri je Edison samostojno in skupaj prejel 1093 patentov, s čimer je držal svetovni rekord. Ustvaril je tudi prvi industrijski raziskovalni laboratorij na svetu in ustanovil korporacijo General Electric. Opisovali so ga kot nepopustljivega, zlasti glede njegove delovne etike, in bil je znan po svoji vzdržljivosti v večdnevnih maratonih. Spanec je imel za izgubo časa. Slavno je izjavil, da je genialnost 1% navdiha in 99% trdega dela. Tisti, ki so ga poznali, so ga opisali kot karizmatičnega človeka z močnim egom. Bil je tudi zelo introvertiran in je raje imel samoto v svojem laboratoriju. Toda tudi za Edisonovo očarljivostjo se je skrivala tema. O izumitelju so govorili, da si je pogosto sam pripisoval zasluge za številne izume, ki so jih ustvarili njegovi zaposleni v laboratoriju v Menlo Parku, ali pa jih je kupil od drugih izumiteljev. Praktični razvoj fonografa je izvedel John Croce, Edisonov glavni mehanik, ki je izdelal delujoči model na podlagi Edisonovih grobih skic. Prav tako mu pripisujejo izum električnega stola, ki ga je zasnoval Harold P. Brown, elektroinženir, ki je delal v njegovem laboratoriju. Izumitelj je imel tudi navado, da si je lastil patente drugih izumiteljev, ki niso bili povezani z njim. Eden takšnih posameznikov je bil Granville T. Woods, ki je bil prvi temnopolti ameriški strojni in elektroinženir po vojni. Leta 1887 je pridobil patent za svoj indukcijski telegraf, vendar ga je Edison tožil, saj je trdil, da je prvi ustvaril podoben telegraf. Toda Woods je to bitko dobil, vendar ga je to stalo finančnih stisk in osebnih posledic. Thomas Edison je v 90. letih 19. stoletja patentiral kinetograf oziroma filmsko kamero, vendar je njegova stvaritev temeljila na življenjskem delu drugih izumiteljev.
Ni le kradel dela drugih izumiteljev ali si prisvajal zasluge, temveč se je Edison tudi aktivno ukvarjal z javnimi kampanjami blatenja, da bi diskreditiral ali oviral svoje tekmece. Sprožil je velike patentne vojne, vključno z vojno tokov, kjer so potekali ostri spori med njim in nekdanjim zaposlenim Nikolajem Teslo. Tesla je zagovarjal izmenični tok, medtem ko se je Edison oklepal enosmernega toka. Da bi spodkopal in diskreditiral Teslova prizadevanja, je Edison šel v skrajnosti in prirejal javne demonstracije usmrtitev z električnim tokom, s katerimi je dokazoval, da je izmenični tok smrtonosna grožnja. Medosebna dinamika je prikazovala Tomaža Edisona kot nestanovitega vodjo, šefa, ki je bil hkrati navdihujoč in tiran. Govorilo se je, da je od svojih zaposlenih zahteval izjemno dolge delovne ure, kar je bilo skladno z njegovimi pogledi na delo in prepričanjem, da je spanje izguba časa. Občasno je kričal na tiste, ki so delali zanj, nato pa je vse obrnil s šalo. Edison je bil osredotočen samo na svoje delo in obsedenost z njim, kar ga je na koncu naredilo odsotnega moža in oddaljenega očeta. Številka 4. Vidkun Quisling. Voditelj, junak, humanitarec in največji izdajalec v zgodovini. Leta 1911 je Quisling vstopil v norveško vojsko in služil kot vojaški ataše v Petrogradu in nato še v Helsinkih. Pomagal je tudi pri humanitarni pomoči v Rusiji in sodeloval pri reševalnih akcijah pod okriljem Društva narodov. Glavna humanitarna usmeritev Quislinga je bila lajšanje množične lakote in bolezni v Sovjetski zvezi. Leta 1922 je bil kot vodja Nansenove misije za pomoč ob lakoti v Ukrajini odgovoren za vzpostavitev sedeža, zagotavljanje hrane in oskrbo civilistov z medicinskimi pripomočki. Pod okriljem Društva narodov je vodil humanitarne akcije v Bolgariji in Armeniji ter bil zadolžen za pomoč lačnim beguncem in razseljenim osebam. Zaradi teh prizadevanj je bil vojaški častnik splošno priznan kot junak, vsaj do začetka druge svetovne vojne, ko je njegov priimek postal sinonim za izdajalca. Med letoma 1931 in 1933 je Quisling služil kot minister za obrambo v agrarni vladi in pridobil priljubljenost za trtjem stavke hidroenergetskih delavcev. Nato je odstopil iz vlade in ustanovil fašistično stranko National Samling, ki je bila posvečena zatiranju komunizma in sindikalizma. National Samling je bila skrajno desna stranka, ki je med drugo svetovno vojno sodelovala z nacionalnimi socialisti. Med vojno je Quisling služil kot diktator svojo marionetno vlado, ki je sprejemala zakone, ki so aktivno omogočali deportacijo državljanov v koncentracijska taborišča na Poljskem. Bil je tudi odgovoren za spopade, ki so privedli do smrtnih posledic za norveške borce odpora in vidne politične nasprotnike. Leta 1940 je poskušal izvesti državni udar s podporo Nemcev, kjer je Norvežane pozival, naj ne upirajo napadalcem, temveč naj se borijo skupaj z njimi. Leta 1942 je bil imenovan za predsednika vlade pod rajškim komisarjem Josefom Terbovenom. V času vojne je večkrat poskušal cerkev, šole in mladino spreobrniti v nacionalsocialistična prepričanja. Zaradi teh razlogov je bil leta 1945 aretiran, potem ko je bila Norveška osvobojena izpod nemške oblasti. Na koncu so ga spoznali za krivega hudih vojnih zločinov, vključno z usmrtitvami, preganjanji, veleizdajo in poneverbo. Vidkun Quisling je svojo pot začel kot humanitarec, nato pa se je spremenil v sodelavca nacionalnih socialistov, ki je aktivno odločal o usodi svojih žrtev. Številka 3. Bernie Madoff je odraščal v soseski Laurelton v Queensu v New Yorku. Prvo leto je preživel na univerzi v Alabami, nato pa je diplomiral iz političnih ved na univerzi Hofstra v Hempsteadu. Kratko je študiral pravo na pravni šoli Brooklyn Law School do leta 1960. Tistega leta je z uporabo $5,000 prihrankov, ki jih je zaslužil z nameščanjem namakalnih sistemov in delom kot reševalec iz vode, Bernard L. Madoff ustanovil svoje lastno investicijsko podjetje Bernard L. Madoff Investment Securities, skupaj z ženo Ruth, ki je delala na Wall Streetu in imela diplomo iz psihologije. Madoffovo podjetje je ponujalo zanesljive donose in imelo bazo strank, ki je vključevala tudi znane osebnosti, kot je Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon in Kyra Sedgwick. Madoffova specialita so bile tako imenovane penny delnice, nizkocenovne delnice, s katerimi so trgovali na prostem trgu. To je bil predhodnik borze Nasdaq, avtomatizirane borze Nacionalnega združenja borznih posrednikov, kjer je bil Madoff direktor in predsednik.
Skozi poslovno podjetje je Madoff vzpostavil osebne odnose z najvplivnejšimi in najbogatejšimi poslovneži v New Yorku in Palm Beachu. Te posameznike je pridobil kot vlagatelje, jim izplačeval bogate donose in z njihovimi priporočili privabljal nove vlagatelje. Prav tako je vzpostavil tesna prijateljstva s finančnimi regulatorji. Uporabljal je tudi taktiko ekskluzivnosti, da je privabljal premožne vlagatelje. Ideja, da niso vsi sprejeti v njegove sklade, je pomenila, da je bilo biti sprejet kot vlagatelj pri Madoffu znak prestiža. Ugled poslovneža kot uspešnega upravljavca naložb in prijaznega borznega posrednika pa se je razblinil, ko je bil razkrit kot prevarant. Leta 2008 je nastopila velika recesija, ki je povzročila svetovno paniko in množične dvige vlagateljev. Premožni posamezniki, ki so vlagali v Madoffov sklad, so hiteli dvigniti svoj denar, da bi pokrili svoje izgube. Toda pravega denarja ni imel več. 7 milijard dolarjev, ki jih je potreboval za izplačilo vlagateljem, ni bilo na voljo. Več mesecev prej je poskušal milijone dolarjev, ki so mu še ostali v sredstvih podjetja, razdeliti pod pretvezo zgodnih nagrad za zaposlene. Ko se je soočal s propadom, je v svoje stanovanje povabil svoja dva sina, ki sta ga vprašala glede bonusov. Stišnjen v kot je bil Madoff prisiljen razkriti svojo dolgo varovano skrivnost. Priznal je, da je bilo njegovo celotno poslovanje zgrajeno na eni veliki laži in zdaj je bil v težavah. Madoff je verjel, da se lahko zaupa svojim sinovom, vendar je bil obseg prevare zanje prevelik. Namesto tega so šli naravnost k oblastem in razkrili svojega očeta kot prevaranta, ki je vodil Ponzijevo shemo. 11. decembra 2008 je bil aretiran in kasneje spoznan za krivega v 11 zveznih kaznivih dejanjih, vključno z lažno prisego, pranjem denarja in prevaro z vrednostnimi papirji, ter obsojen na 150 let zveznega zapora. Številka 2. Lance Armstrong, nekdanji profesionalni kolesar, je bil nekoč spoštovan športnik, ki je veljal za simbol vztrajnosti. Kljub vsem oviram ni nikoli odnehal pri svoji strasti, niti takrat, ko so mu diagnosticirali raka. Ameriški kolesar je vstopil v svet športa že v mladih letih. Odlično se je izkazal v kolesarjenju in plavanju in že kot najstnik je tekmoval na triatlonih in plavalnih tekmovanjih. Preden je končal srednjo šolo, so Armstronga povabili v mladinsko reprezentanco Ameriške kolesarske zveze. Od tam se je njegova kariera v kolesarskem svetu razvijala naprej, od mladinskega svetovnega prvenstva do ameriškega amaterskega prvenstva. In leta 1992 je postal profesionalec in se pridružil ekipi Motorola. Leta 1993 je postal drugi najmlajši kolesar v svetovnem cestnem kolesarstvu in osvojil etape na dirki po Franciji v letih 1993 in 1995. Po dirki po Franciji leta 1996 je Armstrong zbolel in so mu diagnosticirali raka. Ko so bolezen potrdili, se je že razširila na njegova pljuča in možgane. Podvrgel se je operaciji in kemoterapiji, le nekaj mesecev kasneje pa se je že vrnil v športni svet. Le 2 leti po postavitvi diagnoze je zmagal na dirki po Luksemburgu. Dirko je osvojil leta 2001 in 2002 ter ponovno leta 2004. Po 7. zmagi na dirki leta 2005 se je Armstrong za kratek čas upokojil iz športa. Leta 2008 se je Armstrong vrnil na tekmovalno sceno, leto kasneje pa je na dirki po Franciji 2009 osvojil 3. mesto. Leto kasneje pa je spoštovani športnik, ki so ga občudovali zaradi njegove vztrajnosti, prišel pod udar, ko so ugotovili, da sta prav ta vztrajnost in njegova neomajna zmagovalna serija posledica zaskrbljujoče skrivnosti. Aprila 2010 je Floyd Landis, še en kolesar, ki je bil nekoč Armstrongov moštveni kolega, poslal elektronsko sporočilo uradniku Ameriške kolesarske zveze. Razkril je, da je bil skupaj z več drugimi moštvenimi kolegi kriv uporabe prepovedanih poživil, snovi, ki izboljšujejo njihove zmogljivosti, kar je bilo v športnem svetu obravnavano kot goljufija. V svojem priznanju je Landis upletel Lanca Armstronga in namignil, da je bil tudi on kriv uporabe poživil za izboljšanje zmogljivosti. Junija 2012 je ameriška protidopinška agencija USADA obtožila kolesarja, njegovega menedžerja, 3 zdravnikov in njegovega trenerja, da so bili del velike, desetletja dolge zarote glede uporabe prepovedanih poživil, ki se je začela v poznih 90. letih. Po navedbah agencije naj bi Armstrong uporabljal več vrst poživil, vključno z EPO in človeškim rastnim hormonom. Prav tako naj bi te snovi razdeljevali drugim kolesarjem.
Obtožen je bil tudi, da je takrat opravljal transfuzije vitalnih tekočin in uporabljal testosteron. Obtožbe so na koncu pripeljale do prepovedi, da bi Armstrong lahko tekmoval na kateremkoli drugem kolesarskem tekmovanju. Zaradi razkritja je bil spoštovani športnik oropan vseh svojih naslovov na dirki po Franciji ter vseh drugih nagrad in priznanj, ki jih je pridobil od leta 1998 naprej. Agencija je prav tako uvedla dosmrtno prepoved nastopanja v kateremkoli športu v skladu s svetovnim protidopinškim kodeksom. Številka 1. Dva izmed najpomembnejših pionirjev v zgodovini sta bila brata Wright, ki sta prva uspela izvesti motoriziran, trajen in nadzorovan let z letalom. Njuna iznajdba je sprožila letalsko industrijo in tlakovala pot sodobnemu letalskemu potovanju. Wilbur in Orville Wright sta se rodila s 4-letnim razmikom, očetu, ki je bil posvečen duhovnik Cerkve Združenih bratov v Kristusu. Brata in njuni drugi sorojenci so prijeli javno izobrazbo in odraščali v spodbudnem okolju, ki jih je usmerjalo k intelektualnim zanimanjem. Orville je verjel, da bi jih manj spodbudno okolje v bistvu prikrajšalo za možnosti in jim preprečilo zasledovanje radovednosti. Tako Wilbur kot Orville sta bila neodvisna misleca, ki sta izkazovala veliko samozavest v svoje talente. Imela sta tudi neomajno vero v pravilnost svoje presoje. Odločena sta bila vztrajati tudi, ko sta se soočila z razočaranjem. Te lastnosti so bile sestavine popolne mešanice, ki jo je postavila na pot veličine. Oba brata sta bila edina člana družine Wright, ki nikoli nista obiskovala fakultete in se nikoli nista poročila. Namesto tega sta skupaj ustanovila tiskarno ter urejala in izdajala 2 lokalna časopisa. Leta 1892 sta odprla kolesarsko delavnico, kjer sta začela v manjšem obsegu izdelovati kolesa. In tukaj sta razvila svojo lastno kolesarsko pesto z avtomatskim mazanjem. Sredstva, pridobljena s kolesarskim in časopisnim poslom, sta brata uporabila za financiranje svojih aeronautičnih poskusov, ki so se začeli leta 1899. Skupaj sta izčrpala vse vire lokalne knjižnice povezane z aeronautiko. In naslednje leto sta se predstavila civilnemu inženirju Octave Chanute, ki je v naslednjih letih postal zaupnik bratov Wright. V svojem prizadevanju, da bi ustvarila prvo vodljivo letečo napravo, sta oba ugotovila, da bo za uspeh njuna stvaritev potrebovala krila. Ugotovila sta, da bodo krila ustvarjala vzgon. Naslednja ovira, ki sta jo morala premagati, je bil pogonski sistem, nato pa še način upravljanja. Obrniva sta se k svojemu idolu, Ottu Lindthalu, pionirju jadralnega letenja, in opazovala, kako je ustvaril krila, ki so ga lahko nosila v letu. Ugotovila sta, da so tudi izdelovalci samopogonskih vozil v procesu razvoja lažjih avtomobilov z močnimi motorji. To sta bila 2 rešena problema, ostalo jima je le še ugotoviti način nadzora. Kot izkušena kolesarja sta brata Wright verjela, da mora biti popoln nadzor v rokah pilota. In dobro sta se zavedala nevarnosti premikanja teže, saj so se prejšnji leteči stroji v tem pogledu izkazali za pomanjkljive. Zato sta se osredotočila na natančno upravljanje središča pritiska na krilih letala. Izdelala sta različne mehanske sheme, preden sta poskušala povzročiti vijačno zvijanje čez krila. Ta trud je povzročil povečanje vzgona na eni strani letala in zmanjšanje na drugi. To je na koncu omogočilo nadzor, saj sta lahko po želji izpustila katerikoli konec krila. In tam sta ga imela, prvo letalo z motorjem, ki je zmoglo trajen in nadzorovan let, začetek sodobnega letalstva. Brata sta razvozlala skrivnost in bila pohvaljena za svoj trud. Njihov začetni uspeh je služil kot odskočna deska za izpopolnitev njihovega projekta in tlakovanje poti zračnemu potovanju. Toda tudi ta par izumiteljev je imel temnejšo plat. Po zgodovinskih zapisih sta brata Wright aktivno preprečevala komorkoli drugemu, da bi vzletel ali izpopolnjeval njune zgodnje koncepte in jih razvijal. Trdila sta, da bi moralo biti njuno delo zaščiteno in patentirano, s čimer bi preprečila, da bi kdorkoli drug uporabljal njun koncept. Njuna agresivnost je močno ovirala zgodnjo letalsko industrijo. Brata sama nista mogla napredovati. Bili so še drugi izumitelji in strokovnjaki, ki bi jima pomagali in razvijali idejo. Vendar sta brata Wright izbrala, da bosta monopolizirala svoj načrt in začela patentno vojno. Leta 1906 sta prejela patent za svojo metodo nadzora leta in nato ustanovila podjetje Wright. Podjetje je poskušalo zagotoviti monopol na proizvodnjo letal, vendar mu to ni uspelo.
Namesto tega so prilagodili svojo pravno strategijo in začeli tožiti vse tuje ali domače letalce ter podjetja, da bi izterjali licenčnine. To je vključevalo tudi letalskega pionirja Glena Curtisa. Leta 1910 so zmagali v tožbi proti Curtisu in vse nadaljne pravne postopke. To je vključevalo 9 tožb, ki sta jih vložila brata Wright, in 3, ki so bile vložene proti njima. Tudi potem, ko je Wilbur umrl in Orville odšel v pokoj, se je patentna vojna nadaljevala, saj so drugi proizvajalci sprožili svoje pravne postopke. Vojna je povzročila nenehno krizo v letalski industriji, kar je privedlo do zastoja razvoja te industrije v Združenih državah. Patentna vojna se ni rešila vse do leta 1917, ko je vlada Združenih držav posredovala in ustanovila patentni sklad, ki je industriji omogočil svobodno inoviranje in deljenje tehnologij za majhno pristojbino. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite pritisniti na gumb za všeček. Prav tako ne pozabite naročiti se in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.